Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Zdaj, spoštovane poslušalke, poslušalci, gledalke in gledalci, zdaj ste že navajeni, da ste vedno v družbi navdihujočih zgodb in ravno takih sogovornikov. In tokrat imamo srečo in čas, da bosta z nami kar dva gosta. In sicer res jim rečem, da sta kar mojstra ene zelo čarobne metode. Sama zadnjo pravita, ko sem zasledila v enem njunem videu, da je to nekakšna čarobna paličica, s pomočjo katere lahko spreminjamo življenja na bolje. Govorim o metodi Access Barsov in dobrodošla Maruša in Boštjan Potokar. Dobrodošla, živjo. Dobrodošla. Pozdravljeni, hvala. Kako sta? Super. Prekrasno in kako je lahko še boljše? Tako, no sej to. Zdaj, če bom sploh uspela vsa vprašanja tako lepo nanizati, ker vidva zdaj, ko že takole gledam in poslušam, mi že dajeta toliko iztočnic in vprašanj in podvprašanj in ravno s tem, kako je lahko še boljše. To je tudi eno izmed ključnih vprašanj te metode Access Bars, ne? Tako ja, dejansko Access Consciousness, če samo malo poveva, od kje prihaja, malo od te tehnike. Ta tehnika prihaja iz Amerike in glavni ustanovitelj je dejansko Gary Douglas in pa njegova desna roka je dr. Dan Heer, ki je tudi, sta oba napisala več uspešnic, tako da obstaja tudi ogromno knjig. Ta tehnika prihaja iz Amerike in je v bistvu prisotna v svetu že več kot 30 let. Prav v Sloveniji pa je prisotna cirka 10 let. Midva z Boštjanom se v bistvu sva se začela ukvarjati s to tehniko pred cirka 3 leti in ja, lahko rečem, da nama je v bistvu življenje popolnoma spremenilo in kako je zanimivo to, da dejansko se naučimo ponovno postavljati vprašanja. In zato je tudi, kako je lahko še boljše kot to je resnično eden tudi izmed orodij, katerega se naučimo tudi na sami delavnici, ker kaj, dejansko vprašanja, ko smo voljni ponovno postavljati vprašanja, nam odpira možnosti in izbire. Kadarkoli gremo v odgovore, nam jemlje. Gremo v odgovor, v zaključek in v bistvu z tega prostora potem ne moremo kreirati, a ne? Tako da se ponovno naučimo spraševati. Tako na lahkoten način. Zdaj, ko tole Maruša govorite, jaz imam kar mravljince po levi strani telesa. Zdaj pa, da še podrobneje predstavimo to metodo, zakaj gre. Mi imamo na glavi, se pravi, nekih 32 nekih točk ali pa nekih vstopnih vstopišč v, kako bi rekli, v našo podzavest oziroma v naše vzorce in vi s to metodo preko teh 32 točk s tako nežno stimulacijo v bistvu spreminjate in spreminjamo vzorce, ki nam ne služijo oziroma nas v življenju ne podpirajo, ali kako? Ja, 32 točk na glavi. Denar, kontrola, kreativnost, zdravljenje, zdravje, prostor, čas in še kar nekaj je teh točk. Z nežnim dotikom na te točke sprovedemo energijo, da steče čez nas in čez te točke in se v bistvu vse tiste stvari, ki nas omejujejo in vse tiste stvari, ki v bistvu nas omejujejo pred tem, da bi lahko naše življenje bilo lepše, boljše, bolj zadovoljno, se začnejo topiti in raztapljati. To se dogaja čisto na podzavestnem nivoju, tako da tisti, ki se uleže, ko prejema tretma Access Barsov, v bistvu uživa, lahko se pogovarja, energije pa naredijo svoje. Kaj pa, če zaspi? Deluje? Ni problema, tudi to deluje. Moram reči, da pri tem tretmaju Access Bars načeloma tam po 5-10 minutah naši možgani preidejo v teta stanje.
To je stanje globoke sproščenosti. Če bi povedal po domače, je to v bistvu tisti trenutek, preden zaspimo. V bistvu že telo spi, glava in naše misli pa še funkcionirajo. To je tisti trenutek, preden zaspimo, je teta stanje. In v tem stanju, to je najbolj zdravilno stanje, v tem stanju se vse te stvari dogajajo. Tako da, kakšen, ki leži tudi hiter, pride potem še v spanje naprej, ampak ni problem, to se dogaja na drugih nivojih, na globih nivojih in energije naredijo svoje. Omenili ste prejemanje barsov, ne? Vem, da v tem sistemu obstaja ta izmenjava barsov. Kaj to pomeni? En drugemu, dajte nam to prosim malo razložiti. Ja, zelo z veseljem. Mi smo bili naučeni vedno, da smo samo dajali, redko kdaj pa smo se naučili prejemati. In ravno ta tehnika tudi omogoča, da hkrati, ko podarjate barse, jih tudi prejemate. Kaj to pomeni? Da kadarkoli izvajate barse na nekomu, sistem v bistvu zaganjate barse tudi na sebi. To je dvosmerna cesta. Podarjamo in hkrati prejemamo. In kaj se zgodi? A veste, kaj pravijo, nasprotja se privlačijo, a ne? Se tudi vse te blokade, omejitve, ki jih imaš z osebo, s katero delaš, tudi če jih ne veš, katere so, se to briše na podzavestni ravni, a ne? In smisel vsega je, da postanemo lažji, lahkotnejši, da ne nosimo več bremen s seboj, da smo se voljni posloviti od teh stvari in so res taki lahkotni prejemi in barsi prav pomagajo pri temu, ko se dotikamo po glavi z nežnimi dotiki, raztapljamo vse to. Omejitve, poglede, zavzeta stališča, a ne gre čez noč, tako da je tudi trening. Ja, in zato so tu zelo dobrodošle izmenjave, se pravi, da si potem izmenjujete z ljudmi, ki so že opravili bars delavnico ali pa recimo tudi z otročki. Otročki so zelo dobrodošli na delavnicah, ker še v bistvu nimajo toliko omejenih prepričanj in pogledov v kakšnih stvareh in so velik doprinos. Zdajle ste dali fajn iztočnico, tudi delavnice. Večer v živo z vama torej pripravlja oziroma organizira 27. februarja, to je v soboto, delavnico online. Maruša, Boštjan, zanima me, torej rekli ste, na to delavnici so dobrodošli vsi, ali so kakšne starostne omejitve, ali so potrebna kakšna predznanja, ne vem, nekih duhovnih veščin ali pa sposobnost meditacije, to nam malo povejte. Nobene omejitve ni, dobrodošli so popolnoma vsi. Nobenega predznanja ne potrebuješ. Mi se na delavnici, v bistvu ta tehnika Access Bars je res zelo enostavna tehnika. Mi ljudje včasih marsikatero stvar kar zakompliciramo, zato da bi izgledala bolj učena, bolj taka, da bo izgledala tako, kot je potrebno, ne. Te stvari so res čisto preproste, toliko preproste, da marsikdo sploh ne more verjeti, da je res toliko preprosto, ampak funkcionirajo. In zato tudi ni nobene omejitve. Otroci imajo take pretoke energije, zato ker nimajo toliko blokad še. In oni pridejo pa delajo, veste, 5-leten otrok pride, pogleda slikco, ki je mora porjeti, in prime in energije tečejo in dela. Ker se ne sprašuje, ali sem prav porjel, ali nisem prav porjel, kaj bi mogel zdaj narediti, kako bi mogel narediti, da bo to vse delal. On prime pa reče, a je v redu? Ja, je, ok, gremo. Učitelji, ne? Zgled. Ja. Tako, in ko smo voljni to prejeti in se učiti tudi od otrok, se marsikaj lahko spremeni. A ne? Ker naučimo se tudi biti izven reakcije, da ne hodimo v reakcijo, vendar da gremo v akcijo. Tako. Ja. Tako. Maruša in Boštjan, po tej delavnici, kaj lahko naši udeleženci pričakujejo?
bodo tudi toliko opremljeni znanjem te tehnike, da bodo lahko na drugih delali, izvajali metodo oziroma izmenjave in podobno? Tako je, tako. Na sami delavnici se dejansko naučite izvajati Access Bars tretma, namreč 2-krat ga podarjate, 2-krat ga prejemate in po sami končani delavnici prejmete tudi certifikat, ki vam dejansko velja po celem svetu in bar se lahko takoj začnete uporabljati. Se vam poleg priložimo tudi shemo, kot en načrt, kot en plonkac, kakor se rada pohecava, tako da otroci so zelo veseli, kad tudi starši plonkajo in vse je okej, ker tukaj ne delimo na pravilno, napačno, to se sme, to se ne sme. Dejansko opolnomočamo z vprašanji in ja, lahko si potem odprete kot dopolnilno dejavnost, lahko kot samostojno obrt, karkoli. Ja, velja tudi v Sloveniji ta certifikat. Na delavnici prejme vsak udeleženec tudi priročnik, mislim, da je tam cirka 70 strani. Res so stvari noter take, da jih lahko prebereš enkrat na mesec in vsak mesec jih drugače bereš, ker si že nekaj predelal, ker si že nekaj dojel v tem času. A veste, če daš 3 ljudem knjigo prebrati, jo vsak prebere s svojimi očmi. In te oči tudi niso enake ves čas v našem življenju, ker se tudi mi kot osebnost razvijamo in tudi določene stvari predelamo in potem, ko bereš, recimo čez kakšen mesec, 2, vidiš, da si marsikaj lahko tudi spustil iz tega priročnika, ko si to prvič bral. Tako da v priročniku je tudi za vsako točko in prijem točno opisano, kje moraš držati, koliko centimetrov od ušesa. Vse točke so narisane, opisane, tako da ni bojazni, da kdo recimo ne bi našel pravilno točke ali pa karkoli. Tudi na tečaju damo kar precej poudarek temu, da se s popolno lahkoto in avtomatsko najdejo točke, kjer izvajamo potem tretma. Tudi dr. Dejn se rad poheca, da pravi, da naredite vsaj 30-krat barse nekomu, da boste lahko potem rekli, da jih ne znate narediti. Tako da je samo lahkotno. Tako, jaz bi tukaj samo še dodala, zakaj vse so v bistvu primerni Access barsi in kaj dejansko zboljšate z Access barsi. To so tretmaji. Mava primere, ko so se zelo hitro odpravile razne anksioznosti, depresije, potem recimo panični napadi, fobije ali pa nespečnosti. To se dejansko vse učimo tudi na bars delavnici, ker imamo malo teorije in prakso. Potem se jim je pojavilo še več denarja oziroma so spremenili finančno situacijo, odnose, telesne bolečine, potem otroci za lahkotnejše učenje oziroma da snov ostane v glavi, ker dosti otrok se tudi ustraši in potem pozabi snov. No, tudi pri odraslih je dosti podobno pred kakšnimi razgovori. Tako da razne izgorelosti, prekomerna teža in tako naprej. Tako da ni negativnih učinkov po tretmajih. Vse, kar se vam lahko zgodi, je to, da se počutite kot po najboljši masaži. To je lahko res najslabše, kar se vam lahko zgodi. Ja, ali pa se vam začnejo dogajati spremembe, po katerih dejansko vsi povprašujemo, samo če smo jih voljni izbrati. Ja. Bi lahko rekli, da v bistvu barsi nas zopet vračajo, nas ponovno osrediščajo, pa nekako balansirajo, sprožajo to našo samozdravitvene funkcije tudi, ne? Grejo v to smer, v bistvu, ne? Grejo v to smer. Lejte, barsi v bistvu delajo na čist drugih nivojih energij. Recimo, če pogledamo kakšno bolezen, tam, kjer nas boli, to je že posledica. Vzrok je drugje.
In barsi in te točke delajo na vzroku. Bravo. Ko mi enkrat odpravimo vzrok, ni več posledice. Zato se mi ne spravljamo zdraviti recimo direktno na tiste dele, ki so bolni, ampak odpravljamo vzorce prepričanja, blokade, energijske blokade. Lejte, to so miselne in energijske blokade. Tudi misli so del energije. Vse je energija. Nekatere blokade so take, da jih z besedami z lahkoto opišeš. Nekatere so pa take, da jih niti podrazno ne moreš sploh iz usta, sploh povedati o njih nič, ker so samo energijske. To dela na takih nivojih, da vse te blokade raztaplja in se počasi čistimo in zdravje pride avtomatsko. Zdravje pride avtomatsko. Tako. Je posledica tega, ne? Prvi Tako. pozitiven stranski učinek. Ne? Ja, v bistvu je pozitiven stranski učinek tega. In tudi vaš čas poudarjata, da je ta metoda zelo lahkotna. Ne? In da pravite, da marsikdo tega skoraj ne more verjeti, ne? Ravno da je ta intenzivnost tako nežna. No? In to je čisto v nasprotju s tem, kar smo mi navajeni, v kar smo prepričani, da morajo spremembe iti, trdo je treba delati, napor. Ne? Tako je. Tako da Access Bars je kot neke vrste vstopnica za popolnoma drugačno resničnost, iz katere lahko delujete. Lahko se vrnemo tudi v obdobje otroka, ja, in dejansko tudi otroka prebujamo, tako da tudi namreč sva starša 3 najstnikom, reče včasih otroci, če se lahko že zresniva, ker smo res, je samo veselje in radost, kamorkoli gremo. In kako je lahko še boljše? In je lahko še boljše. Tako. Zdaj sem se tudi spomnila, kako je lahko še boljše. Poleg tega imate pa znotraj tega sistema obstaja tudi, zdaj če bom znala to besediti, da mi zaznavamo lahko bolečine oziroma občutja, ki niso naša. Ne? Tudi to se da prepoznavati, da jih potegnemo nekako iz okolice. A nam lahko malo tudi o tem povete? Lahko čisto malo, drugače pa več na delavnici. No, ok, namig. Namig dava. Ja, radovedna. Ja. Jaz bom mogoče samo en primer povedal. Pa vam bo takoj malo bolj česa vsega smo sami, oziroma smo mi in vse energije zmožne. Poglejte, recimo se sprehajamo po gozdu, nikamor se nam ne mudi, imamo čas, imamo mir, sami smo, uživamo v naravi in se usedemo na en les ali pa na kamen, se nima veze, in občudujemo to naravo. Imamo prazno glavo, prazne misli. Uživamo. Po drugi strani pa poglejte občutek v trgovskem centru, ki se nam mudi, pa se tam usedemo na eno klopco, pa opazujemo vse te energije, ki so okrog nas. A je ista glava? Absolutno ne. Veste, koliko zaznavamo eni druge. A veste, oči so ena vrsta energije. Zvok je druga vrsta energije. Imamo še ostala čutila. So pa energije dosti širši spekter, tudi stvari, ki še v bistvu niso dokazane, delujejo pa. Mi smo res empati in zaznavamo res druge ljudi. Mi smo toliko sposobni, da lahko v trenutku samo pomislimo na eno stvar, pa smo že noter v njegovem vesolju. In potem lahko njegove bolečine, njegovo razmišljanje, njegove travme. Naučimo se na delavnici ven iz tega in naučimo se prepoznati, kaj je zares v resnici naše
in kaj ni naše. In naučimo se, da tisto, kar ni naše, lepo pustimo na mir. Ker s tistim res ne rabimo nič delati, kar ni naše. S tistim morajo drugi opraviti. Mi moramo s svojimi stvarmi. Dejansko se naučiš res prepoznati, kaj je tisto tvoje in kaj ni. Ja. In tukaj ni potrebe po nobeni zaščiti, ker dostikrat tudi dobiva vprašanje, ali pa da bi se kakšne negativne energije nalezali. Gre dejansko samo za energijo. Energija ni pozitivna, negativna. Energija samo je. Tako. Ja. In z orodji res prepoznate, kaj je tisto vaše in kaj ne. Krasno. Kako so prišli Barsi v vajino življenje? Pa kdaj? Kot sva rekla na začetku, pred cirka 3 leti, sva se znašla na eni točki, ki je bilo treba spremeniti. Po cele dneve sva bila nenehno v službi, otroci pri starih starših, tako da bolnišk ni bilo. In ker se je načel stres, bolezni, sva rekla, da morava nekaj spremeniti. In takrat sem sicer jaz prva odšla na Bars delavnico s starejšo hčerko. In moram reči, da od takrat sva prejela toliko druga od druge, da se nama je res življenje spremenilo in potem je še Boštjan si izbral Bars delavnico in še ostala 2 otroka in imamo popolnoma drug svet, kakor smo ga prej živeli. Ja. To je način razmišljanja, enostavno malo drugačen način razmišljanja, s katerim s lahkoto peleš čez življenje in si marsikatero stvar olajšaš. Tudi odnose z drugimi ljudmi. Moram vam reči, da odkar delava te stvari, je vse skupaj čisto drugače. Ni stresa, ni ne vem kakšnih bolezni, v bistvu še navadna gripa nas ni obiskala že nekaj časa. Drugače, vse gre bolj gladko in bolj enostavno v bistvu in spontano. In ni več tistih pritiskov. Tudi ljudje se drugače obnašajo. Veste, ko na koncu, ko pri sebi določene stvari poštimaš, se v bistvu bi lahko rekel, ko spremeniš sebe, se spremeni svet. Ja. Modrosti. To so modrosti, ja. Mislim, stare modrosti. Tudi verjetno, kaj pa strahovi ali pa kakšne, tudi to pa skrbi, tudi to vama je zdaj, mislim, tega več ni oziroma gledate drugače? Teče drugače, ne? Je popolnoma drugače. Ni strahu. Je samo radost in veselje in kaj je v življenju še mogoče. In res živimo zdaj, ta moment, nekaj je bilo včeraj, kreiramo prihodnost, za katero vemo, da je mogoča in gremo samo naprej v raziskovanje novega. Ja. Ko enkrat zaupaš vase in v vesolje, v energije, je ni stvari, ki ne bi mogel narediti in uresničiti. A veste, ko si nekaj izbereš, zaželiš in izbereš, potem začneš delati na tem in to je to. In tukaj ni prostora za strah, ni prostora za dvome, ni prostora za nezaupanje vase. Ker v bistvu to so vse stvari, ki te lahko zaustavljajo na tvoje poti. Enostavno so stvari bolj jasne in iz trenutka v trenutek, ko si zavestno pri stvari in res v vsakem trenutku prisoten, ni prostora za te stvari. In dejansko stopiš v celotno potenco sebe. In veš, da nisi napačen, veš, da samo si. Treniramo biti v prostoru dopuščanja, ker ni pravilno napačno, ker vse samo je. In kakšno povabilo smo lahko vsem, planetu Zemlja, ljudem,
Že s tem, ko si ti srečen, si lahko nekomu povabilo. Ker mu pokažeš, kaj je mogoče še. Kljub vsej noriji, kar se dogaja zdaj zunaj, lahko si srečen in okej je, da si srečen. Dolžen si biti, bi rekli, ne? Do sebe. Ta sreča Vedno je pravi čas. Ja. Nikoli ni prepozno, vedno je pravi čas. Včasih sva rekla, joj, da bi to imeli vsa ta orodja, že pred tolikimi leti. Ne vedno pride vse ob svojem času. In tisti, ki je voljen to izbrati, bo zdaj to videl. Tisti, ki ne, pride, če si bo tako izbral. Ja. Ampak to je lepo, da se je pri vama to poklopilo kot pri partnerjih in tudi cela družina zdaj, ne? Otroci so dojemljivi, ker že verjetno v tem rastejo v tem okolju, to sploh ni vprašanje, ja, ne, oziroma je to edino, kar poznajo in lepo sledijo, ne? Tako, lahko tudi poveva, da je bil res zelo velik napredek. Otroci so zdaj v bistvu stari 4., 9. in pa 1. letnik in ta velika hči je imela pred 12 letih ogromno migren, zaradi vsega učenja, stresa, kako se bo pravilno snov naučila ali se ne bo včasih pozabila pred tablo. Na kar, ko smo spoznali Barse in ko sem jaz začela zaganjati Barse, so vse te stvari izzvenele. In punca je pridobila na samozavesti, samopodobi in o migrenah ni več. Sluha, ne duha. Neverjetno. Ja, in vse gre tako na lahkoten način. Ja, pridejo tudi kakšni trenutki, ni vse popolno, vendar smo voljni biti v vprašanju in vprašati, kaj je to. Ne pogledamo več stran in se ne slepimo, ker mi se vsega zavedamo. Popolnoma vsega se zavedamo. Edino na nas je, smo voljni si to priznati, sprejeti in tukaj ponovno podajava orodja, kako biti prijazni in spoštljivi do sebe. Da ne gremo v krivdo, samo obzdolževanje. Upeljati lahkotnost tudi v te stvari. Ključno, ja. In kako si lahko vsak dan boljši in boljši. Tako. Boljša verzija, ja, sebe. Se ni bistvo v tem, ne, da bi izzivi zveneli, oziroma da ne bi bilo več, ampak samo, da se pogled spremeni, ne? Še vedno so izzivi. Oziroma še vedno so želje, še vedno delaš na kakšni stvari, samo bolj jasna slika je. Enostavno je bolj jasna slika in imaš tudi sliko, kaj moraš narediti, da do tega prideš. Ne tavaš več v temi in ne probavaš več, a bi tole probal, a bi tole probal. Enostavno imaš željo, izbereš možnost in veš, kaj moraš narediti. Enostavno veš samo sebi, kaj je pravilna stvar, da prideš do tega. V bistvu se ne farbaš sam sebe z določenimi stvarmi. Mi smo majstri v tem, ne? Mi smo majstri v tem, ne? Se nekaj zgodi in potem se marsikero zgodbico sam sebi poveš, ne? Zato, da je to tako, kot ti želiš, ne? In da si upravičiš marsikaj, zakaj neki ne, zakaj neki ja. Tako. In potem jo prepoveduješ še vsem ostalim, ne? Zato, da ti še drugi dajo potrditve, da si prav naredil. V bistvu je pa to samo ena barijera, farsa, maska, v bistvu, ki si jo sam sebi nadeneš. In na koncu, ko imaš veliko takih nadetih stvari, niti ven dobro ne vidiš, niti svet ne more do tebe prihajati s popolno lahkoto, ne, ker imaš zaprto. Ja. Krasno. Jo, zelo sta navdihujoča. Hvala. Zelo izčrpna. Ja. Sprejmeva. To je tudi prejemanje. Ja, evo. Smo rekli, da tudi telebarsi, da še malo povzamemo, na vseh področjih so tako telesnih oziroma zdravstvenih, finančnih, kjerkoli se pač pojavljajo neki izzivi ali pa blokade, mi lahko s to zelo lepo metodo vse te stvari nekako razrešimo, ne? Ja. Zdaj, bi še kaj druga mogoče v delavnici izpostavili konkretno, ki bo, da še enkrat ponovimo, 27. februarja.
Rekli smo tudi starostnih omejitev ni, da otroci so tudi bolj odprti. Tako, otroci tudi zelo dobrodošli. Izpostavila bi edino to, glede na to, da bo ta delavnica potekala preko spleta, da morata biti na lokaciji, kjer se bo izvajala bars delavnica, 2 osebi. Od tega lahko otrok, ki bo izvajal barse, to presodite sami starši, in pa ena odrasla oseba. Zato, ker si bo polovica delavnice v bistvu je praktičen del, ne? In morata biti 2 osebi, da si ena drugi delata. Ne? Midva pa nadaljava potem to lahko energijsko podpreva in smo prisotni preko Zoom aplikacije in gre tekoče. Ja. Vmes bo tudi pauza za kosilo, tako da prijave bodo odprte. Dobrodošli. Dobrodošli. Ja. Se že veselite, mi se že veselimo. Zelo se veselimo. Zelo. Ja. Vsaka delavnica je popolnoma unikat, sama zase, in dejansko jo ustvarimo skupaj z udeleženci. In sledimo tej energiji, kaj udeleženci potrebujejo, s kakšnimi težavami, problemi pridejo, in v bistvu se odpiramo vsemu temu. In potem vpeljujemo lahkotnost, radost in veličastnost. Evo, vzajemno teče, ne? Je tako. Maruša in Boštjan, imamo slogan teh naših podcastov, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Pa bom tudi vaju vprašala, sej smo že razbrali iz pogovora, tega lepega pogovora, ki smo ga zdaj imeli, kaj vam razpira krila, ampak vseeno, če potegnete neko črto v življenju, kaj je tisto, kar vaju dviguje, navdihuje? Lepota življenja in smisel življenja je zabavati se. Ja. Zdaj bi kdo rekel, Jezus, ne? Kaj se kot cepljeno zabavati se? Ja, jaz bom... Grešna misel. Jaz bi rekel, lejte, človek je lahko kar želi. Lahko vsak dan jambra. Lahko je vsak dan slabe volje, ker mora vstati, ne? Lahko je pa vsak dan vesel, ko vstane. Kaj se bo danes zgodilo? Kakšne dogodivščine me čakajo? Pa ko se mu kaj slabega naredi, reče, okej, kaj bo pa zdaj še kaj dobrega? Vedno imaš na izbiro eno ali drugo. Samo izbrati treba. Še tako težke situacije, karkoli je, lahko izberete nekaj drugače. Ja. Potrebno je izbrati drugače. Da greš ven iz negative. Tako, in mi si vsak dan izbiramo nekaj veličastnejšega. Ja. In vsak lahko pride do tega. To je kar odgovornost, ki si je marsikdo znal strašiti in pol rajš ne naredi koraka, ne? Ker je lažje biti nemočen, ne? Pa se delaš toliko v bistvu na sebi, kolikor ti paše. Veste, eden lahko dela samo minuto na dan. Tako. Ali pa minuto na teden. Nekdo lahko dela pa 10 ur na dan, kolikor ti paše. Tako. Veste, se ni nikjer pravila, se ni noben napisal recepta 2x po 45 minut morate pa delati. Ni tega. Ja, kolikor ti paše. Še vedno smo tako naučeni, da delujemo iz enih okvirov in pravil. Kaj, če ste si voljni svoja pravila postaviti? Zdaj. Je zdaj čas? Ja. Vsak sprašuje po spremembi. In ko narediš ta korak, dostikrat dobiva tudi udeleženke, jaz sem se kar prijavila, sploh ne vem, ampak mene je tako vleklo. Zdaj pa vem, zakaj. Po delavnicah. Ja, se spreminjajo življenja na bolje. Ja. Ljudje so zadovoljni. Zelo. Je to čudežna paličica, ne? Tak sem bajo nekje ravno to znako slišala, je? Je. In res, ko ti pokliče, ne? Lepo ste rekli, kdaj kdo od udeležencev reče, da ne vejo, kaj jih je poklicalo, pa če so se prijavili, sami ne vejo, zakaj. Ta intuitivni del je tudi nekje zakrnel se, nekje ustavo, ne?
ga ne slišimo. Ga ne slišimo, ga ne vidimo, zato ker smo se obzidali, skrili nekam globoko, globoko daleč. Tudi to res Obstaja z pa. lahkotnimi prijemi. Odklepamo, odpiramo. Imamo tudi vajo na delavnici, ki se ji posvetimo, oziroma orodje, kako lahko ta intuitivni del pri sebi razvijemo, oziroma ga spravimo na tak nivo, da zaznavamo in da vemo, kaj to pomeni. Imamo orodja in gremo tudi čez to čez. Vsi pa imamo to, že v sebi. Ja. Ja, Vrojeno, prirojeno. ja. Spomniti se moramo znati, ne, zdaj. Pa zaupati vase, Ja. zaupati v svoje občutke in v svoje vedenje. Krasno za vse te lepe informacije. Maruša, Boštjan, hvala za vso to svetlobo, ki sta jo prinesla v naš podcast. Mi se že veselimo 27. februarja. Ne vem, imate še kakšno sporočilo za naše gledalce, poslušalce? Uživajte življenje Ja, bravo. in ne pozabite nase. Zdaj je čas, da izberete nekaj več zase. Ja. In ne pogojujte z denarjem in se lahko vprašate, če bi imel neomejeno količino denarja, kaj bi izbral zdaj. A je to ta prava stvar zame? Ja. Samo to se vprašajte. Če dobite odgovor, ja. Samo sledite te lahkotnosti. Ja. Tam je nekaj za vas. Smo pa naučeni in naš um tudi, da moramo vedeti, kaj je to. In čarobnost tega je, da ne veš čisto točno, kaj to je, a veš, da moraš iti tja, Bravo. da te vleče tja. Bravo. Samo zaupajte si. Zaupajte svojemu vedenju, tako kot je Boštjan rekel. Hvala. Zdaj sem jaz tudi zaključila z mravljinčenjem. Tak lep pretok je bil. Ja. Hvala vama. Hvala vam. Hvala za povabilo. Ja. Lepa. Tako da, sem to, da vas še vprašam po govorici, kaj vidva sta z Dolenjske? Ja. Grosuplje. Mi dva prihajava z Grosupla, drugače pa tudi po celi Sloveniji. Po celi Sloveniji imamo Izvajava, delavnice. tako. Ja. Zdaj imamo večino online, drugače pa, Ja. ko je možnost, imamo po celi Sloveniji delavnice. So bila tudi že na vašem koncu. Večkrat, ja. Malo bo tudi možnost za srečanje v živo. Tako. Super. Na spletu. Ko me Tako. čakam. Ja. Ja, mi tudi. Ja. Hvala še enkrat za vso srčnost in svetlobo in srečno, kmalu se vidimo na delavnicah. Srečno. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.